In sicer smo včeraj zaslišali 5 prič, ena se je upravičila, Jurij Krč, ki ga bomo zaslišali naslednjič. Sicer smo pa zaslišali Marjana Pišljarja, direktorja Lesa d.o.o., Radoša Lipanja, direktorja Kraškega zidarja, Bogdana Korošca iz I-projekta, Stanislava Svetliča, predstavnika lesnine inženiringa in pa Aleša Musiča, direktorja Ganam d.o.o. Namen je bil predvsem ugotoviti oziroma preveriti, ali so bili viri sredstev za projekte gradbenih investicij javnega pomena, financirani sredstev državnega proračuna in pa proračuna Mestne občine Ljubljana, pridobljeni in potem tudi porabljeni skladno z namenom in zakonodajo. Mi smo pač v postopku pridobivanja dokumentov od Mestne občine Ljubljana pridobili podatke o donacijah v letih 2006 do 2009. In v bistvu so ti, ki so bili povabljeni na zaslišanje, bili tisti, ki so donirali največ, se pravi od 50 tisoč do 250 tisoč evrov. Za vse priče nismo mogli vnaprej vedeti, kdo se je dogovarjal za donacije, zato smo v bistvu povabili tiste, ki so ta hip direktorji, vendar pri podjetju Ganam d.o.o. je sedanji direktor povedal, da je bil pred njim direktor njegov oče in ga bomo na naslednjo sejo povabili, Gojka Musiča. En od prič je povedala, da je župan Mestne občine Ljubljana izrazil pričakovanje, da bodo podjetja, ki delajo karkoli v Ljubljani oziroma imajo v Ljubljani projekte, mesto tudi donirale. V večini primerov je župan predlagal zneske donacije in bil tudi pobudnik, da se sploh donacije izvedejo, so pa se pač potem na sestankih oziroma na pogovoru dogovorili za višino, pri nekaterih je celo predlagal višino donacije in tudi je potem pri tem ostalo. Višina donacije pri enem podjetju dosegala tudi 90% letnega dobička družbe. Zdaj, nekateri so povedali, da so potem to višino donacije vkalkulirali v prodajno ceno stanovanj. Drugi problem je seveda lahko stanovanja po taki ceni prodajo, ampak to nas ni zanimalo. Bistveno je zavedanje, da je donacije, oziroma pomembno je to, da je donacije predlagal župan in ne podjetniki in tudi nastopil seveda z pozicije moči, kajti za nekatera od teh parcel, kjer so se potem gradila stanovanja, je bilo potrebno še spremeniti prostorske akte in seveda župan kot načelnik oziroma vodja mestne uprave je tisti, ki to predlaga in te stvari so se tudi zgodile. Pri nekaterih primerih že med postopkom, se pravi med začetkom nekega postopka za pripravo zemljišč za določene zadeve, se je potem doniralo do tistega trenutka, ko je bil ali plačan komunalni prispevek ali spremenjena namembnost ali podobno. Nobena od prič po izjavah donacije ni dojela kot vrsto izsiljevanja. To smo jih eksplicitno vprašali, seveda pa niti nismo pričakovali, da bi to priznali. Se pa izkazuje, da je pač bil ta strošek nekje vkalkuliran, ponavadi v končni prodaji, se pravi, to plačujejo kupci stanovanj in poslovnih objektov. Za nas je sporno predvsem to, da bi morale biti donacije v principu prostovoljne, saj pogodbe o donaciji so bile sklenjene in podobno, ampak se za donacije same niso odločili podjetniki, pač pa jih je predlagal župan, zato lahko govorimo, da je nastopil torej z pozicije moči, torej tisti, ki je zato lahko potem tudi nekaj ponudil. Zdaj na naslednjo sejo nameravamo, ki bo v začetku aprila, nameravamo povabiti oziroma tam zaslišati kot priče še direktorja Gratela, Jurija Krča, ki se je zdaj opravičil, potem gospod Hildo Tovšakovo iz Vegrada in župana Mestne občine Zorana Jankovića.